SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem podcastu kluba slovenskih podjetnikov. Kam gremo, kje smo? To so tista vprašanja, ki si jih postavljajo gospodarstveniki, pa politiki, pa morda starši, pa predvsem najmlajši. Tisti, ki so šele na začetku svoje poti tam v srednji šoli, ker si rečejo, ja, starši nam nekaj govorijo, pa podjetniki nam nekaj prodajajo, pa učitelji nekaj vedo, vendarle se pa nas svet hitro spreminja. Zato smo današnji podcast postavili tako, da bomo pogledali, kam gre ta svet in ali bo temu lahko sledila tudi naša država. Pri odgovorih na ta vprašanja, ki so izjemno pomembna, pa seveda tudi kompleksna, mi bodo pomagali trije vrhunski gostje. Začnemo tukaj na moji desni. Maja, lep pozdrav, profesorica, doktorica Maja Zalaznik je seveda z ekonomske fakultete, tudi nekdanja ministrica. Ne? Drži. Vse to bo pomagalo pri debati. Umetna inteligenca, stvar, o kateri tudi veliko govorimo, celo v Davosu so temu posvetili izjemno veliko prostora, češ, to pa je zdaj nekaj, kar nas bo povsem spremenilo. Janez Perš z fakultete za elektrotehniko in iz laboratorija za strojno inteligenco. Strojno inteligenco, tako. In pa Dan Podjed, fakulteta filozofska, tam pa razmišljate o družbi, sociolog, antropolog, je treba še kaj dodati? Pravzaprav nisem sociolog, pa zaposlen sem na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU, ampak pa ne v laboratoriju za umetno inteligenco, ampak za človeško inteligenco. Jo je dovolj, da bomo premagali umetno inteligenco? Jaz mislim, da moramo sodelovati, človeška in umetna. In včasih si mislim ob kakih tudi političnih odločitvah, da bi bilo morda celo bolje, če državo in svet vodi umetna inteligenca. Se vidva strinjata? Ne. Ne, absolutno. Jaz mislim, da moramo najti pravo ravnotežje. To je to sporočilo, ki ga želi Dan podati. Med tem, kaj še sprejemamo kot tisto, bi rekla, na nek način umetno, temelječe na znanju razvito in na drugi strani človeško, emocionalno in seveda tudi socialno, z vseh najširšem pomenu besede. In to iskanje ravnotežja mislim, da bo največji izziv v prihodnosti. Drži. Še to, moje ime je Gregor Trebušak in bom ta pogovor, upam, da čim bolj pametno vodil, če ne bomo pa zato malce uporabili umetno inteligenco. Pa bi morda res začel pri tej umetni inteligenci. V Davosu so se veliko o tem pogovarjali, češ vrnite nam zaupanje, je bil sicer naslov. To bo kar težko, ker vendarle so tam bili politiki in tisti ljudje, ki so ga že davno izgubili, ampak vendarle umetna inteligenca je bila pa neka taka nit, kjer so govorili, treba bo sodelovati. In ko sem poslušal nekaj teh pogovorov, je bilo rečeno tudi strani podjetnikov oziroma teh vrhunskih menedžerjev, da imajo tudi v samem podjetju kar 70% ljudi, ki pravijo, tole ne bo šlo, ne zaupamo ji in bojimo se je. Kakšni so trenutni trendi, gospod Janez? No? Ja, to, da ljudje temu ne zaupajo, je čisto samoumevno. Navsezadnje, če pogledate v zgodovino, to je na umetna inteligenca je na nitke se skozi znanstveno fantastiko pa kulturo vlekla, še prej je prišla do te točke, ko je recimo res postala na tak način uporabna. Po drugi strani pa jaz mislim, da je tudi to problem, se pravi, eno so informacije, pa recimo informirano odločanje ljudi, drugo so pa dejanske odločitve. In jaz mislim, kot nekdo, ki se ukvarja s tem, da umetni inteligenci ne smemo pustiti možnosti odločanja, avtonomnega odločanja. Recimo primerov, kako bi to lahko ilustrirali, je dosti, ampak predstavljajte si recimo, sigurno se bodo pojavili sistemi za postavljanje diagnoz v medicini in že tam je zdaj popolnoma jasno, ne glede na to, kakšna opremo ima zdravnik, karkoli že dela, on je odgovoren za diagnozo na koncu. On se podpiše pod tisto in on je tisti. In jaz mislim, da moramo iti točno v tej smeri. Avtonomnih odločitev umetna inteligenca še en čas ne bo mogla sprejemati, ne sme jih sprejemati, če sploh kadarkoli lahko, razen tistih recimo najnižjih, ali bo zabremzala recimo preden podrete pesca, ko ste v avto ali kaj takega. Ob tem, da lahko zavrete tudi vi, ne samo avto. Tako da to se mi zdi ena taka stvar. Samo pod vprašanje, ko ste rekli, da še dolgo ne bo, ampak pravijo, da se tako hitro razvija, da morda ta dolgo ne bo tako daleč, ne? To je pa naša odločitev. To je pa naša odločitev. Jaz sem že, mislim, sem že tukaj izjavil, da seveda mi lahko zdaj
če se zelo potrudimo, priklopimo tisto gumb, rdeči gumb za izstrelitev vseh jedrskih raket na ChatGPT. Lahko bi to naredili. Sicer nekaj dela je, ampak bi lahko. Vprašanje, zakaj bi to naredili? Se pravi, to je pa od nas odvisno in dajmo tega ne delati, ker potem bo pa res nastal upor oziroma se bodo neupravičeni strahovi mogoče res pokazali kot upravičeni in čisto po naši krivdi, ne po krivdi umetne inteligence. Gospa Maja, eno vprašanje, zdaj vi ste predavateljica na ekonomske fakulteti, ta ekonomski model, ki ga vi učite, ki temelji na stoletjih, zdaj lahko rečeva, se bo kar hitro spremenil, ker bodo nekateri ljudje postali odveč, potrebni bodo pa novi ljudje, ki bodo znali upravljati to, kar govori sogovornik. Koliko se tudi na fakulteti pripravljate na to, da se bo pa v nekaj letih marsikaj v podjetništvu, v ekonomiji, v tem globalnem smislu spremenilo? Se ne pripravljamo, kar privzamemo in raziskujemo, kaj se aktualno dogaja. Torej, pravzaprav so te priprave ves čas, ker ekonomija, poslovni svet, to je nenehno gibanje, spreminjanje. Tako da poslovni modeli, se obračajo na glavo. Torej, ne čisto dobesedno, ampak se prilagajajo se v dveh smerih. En del je ta tehnološko, ki je izjemno močno podprt, kjer umetna inteligenca in tudi strojne rešitve seveda že zelo dolgo časa pomagajo. V določenih industrijah lahko rečemo desetletja. Ne. Na drugi strani imamo pa usmeritev v trajnostno, zeleno, digitalizirano, vendar z vizijo, kako biti vzdržno, dolgoročno. Torej, biti produktivno vzdržno dolgoročno, ob tem, da ne izrabljamo preveč vseh virov, ki jih imamo na tej ljubi zemlji in vemo, kaj pravzaprav smo že z njimi naredili in počeli. Torej, spet iščemo neko, bi rekla, pametno ravnoteže med tem, do kakšne stopnje umestiti vse te novitete in se že umeščajo, in na drugi strani, kako pa vendarle dolgoročno ohraniti ne na prvem mestu profit, ampak planet, ljudi in na koncu seveda toliko profita, če se izrazim zelo enostavno, ki še dovoljuje, da se lahko regeneriramo in da lahko razvijamo potem naprej nove dobrine, nove storitve, nove kakovosti za človeka. Recimo sodelujem v enem projektu, ki se mu reče Regenu, in gre za regenerative economy. Torej, kako zagotoviti ob vseh teh dogajanjih, aktualnih, ki so na tem, bi rekla, planetu zelo jasna, vidna v vseh smereh, da bomo vendarle doprinesli nazaj sebi in celotni družbi. To je izjemen izziv, ki ga ni samo gledati skozi umetno inteligenco, in tukaj se zelo strinjam, da je potrebno zelo, zelo pazljivo nadzorovati, bi rekla, tiste ekstremne nivoje, ki so se že pojavili in jih je treba seveda tudi zelo, zelo, bi rekla, očuvati, da ne bi prišlo do kakšnih neprimernih posegov in uporabljali tega, po drugi strani pa uporabljati za večjo produktivnost. Produktivnost je namreč pojem, ki ga velikokrat pozabimo, pa je zelo, zelo bazičen. Ustvarja namreč blaginjo vseh nas, če je seveda usmerjen na pravi način. Slovenija ima tukaj kar veliko rezerv. Sem pa zelo, bi rekla, ponosna na vse podjetnike, ker kažejo to izjemno odpornost in izjemno, bi rekla, vzdržljivost in hkrati fleksibilnost, ne, v vseh teh obdobjih, kajti Slovenija temelji na malih in srednjih podjetjih. In prav v tem našem zbiru tukaj, ne, je izjemno pomembno, da jim damo čim bolj jasno, enostavno, predvidljivo okolje, da bodo zmogli vse to uporabljati. In marsikdo je že izjemno napreden v tem. In lahko rečem, dobronamerno napreden, ne, tudi z vidika človeške plati, ne samo z vidika seveda ustvarjanja neke nove dodane vrednosti. Dan, ves čas spremljate dogajanje v tej spletni sferi pa povezavi z ljudmi. Ko so rekli, zdaj bodo pa avtomobili, so seveda kočijaši izgubili svoje delo, ne, ker so taksisti vozili. Ko smo dobili internet, je bil to nek preskok, pravijo, da je ravno umetna inteligenca praktično novi internet te dobe. Zato je strah upravičen. Zdaj Slovenci smo slišali, ne smo prilagodljivi, ampak vendarle nas je 2 milijona, nas je dovolj takih, ki bomo razumeli, da se je treba tudi temu prilagoditi, ali se bomo pač enostavno morali. Od izgube službe do vsega, no, tukaj. Jaz sem prej resno mislil to, ko sem rekel, da bi bilo dobro del vladanja prepustiti umetni inteligenci. Zato, ker ljudje
nismo sposobni reševati problemov, očitno na tem planetu z več kot 8 milijardami neznank, kolikor nas je na planetu. Niti nismo sposobni na slovenski ravni reševati očitno problemov z 2 milijonoma neznank. Niti v podjetjih, ki imajo recimo 5-10 tisoč zaposlenih, nismo sposobni reševati tovrstnih kompleksnih problemov. Zato mislim iskreno, da je za prihodnost najboljša varianta tisto, čemur Garry Kasparov, šahovski velemojster pravi Kentaur. Torej, sodelovanje umetne in človeške inteligence. Njega je, kot se spomnimo, leta 1997 premagal šahovski program Deep Blue in takrat je bil Garry Kasparov tudi, mislim, da osebno kar prizadet, ker ga je premagal računalnik. Ampak to ni bila splošna umetna inteligenca, ampak umetna inteligenca, ki je lahko na nek zelo specifičen način premagala človeka. In potem je on se res ukvarjal s tem problemom dolga leta in zdaj prišel očitno do zaključka, da je tudi najboljši šahist ne človek ali pa računalnik sam zase, ampak kombinacija tega dvojega. Recimo računalnik s podporo več ljudi, ki sodelujejo skupaj in najdejo neke najboljše rešitve. Tudi rešitve po meri ljudi. Jaz si tega želim, da ustvarjamo umetno inteligenco po meri človeka, ne pa samo po meri peščice ljudi. To je tudi izjemno pomembno. In zato moramo zdaj ta hip doseči tudi nek planetarni konsens. Kaj si sploh želimo? Kakšne prihodnosti? Par scenarijev za prihodnost. Ta hip recimo imamo iskreno povedano 2 velesili umetne inteligence, kot temu pravi Kai-Fu Lee, Kitajsko in Združene države Amerike. To dvoje. Kje je tu Evropska unija? Kje je tu Slovenija? Zakaj se ne prikaže od nekod Evropska unija kot nek tretji možen model, ki bo popeljala nas tudi v to, kar si želimo, digitalno demokracijo? In pa še ena stvar se mi zdi izjemno pomembna, ko govorimo o scenarijih za prihodnost. Skrbi me, ker so vsi ti scenariji digitalni. Digitalni totalitarizem, digitalni kapitalizem, digitalni feudalizem celo, o katerem govori Varoufakis, oziroma tehnofeudalizem. Digitalna demokracija. Pozabljamo pa na pomen analognega. In jaz mislim, da bi morali več razmišljati o tem, ne samo o digitalni preobrazbi, v to smer smo se že kar dobro preobrazili, ampak tudi, kako ohraniti človeka, kako ohraniti njegovo analognost, fizičnost. Jaz mislim, da se prav ustvarjalci umetne inteligence, vključno z Billom Gatesom, zelo dobro zavedajo vrednosti analognega in fizičnega. Bill Gates je največji lastnik zasebnih zemljišč v Združenih državah Amerike. Mislim, da jih ima 100.000 hektarov v lasti. In zakaj? Ker zelo dobro ve, kako pomembno je fizično. In tako kot je rekla Maja, uravnotežiti treba digitalno in fizično. In tudi v našem vsakdanjiku, ne da je ves dan, ki ga preživimo, predvsem dan pred zaslonom. Jaz mislim, da je to, kar počnemo v studiu, tule ta hip izjemno pomembno, da se pogovarjamo. In da kdaj primemo v roke knjigo, sami sebe intuitivno, ne tako kot otroci, ki danes že želijo tako, temu rečemo, slajsati knjigo kot ekran. In ko vidimo enkrat to, kako pravzaprav mali otrok uporabi knjigo, fizično knjigo kot računalnik, tablico ali telefon, potem se vprašamo, kje je to ravnotežje. In jaz mislim, da teh strahov je lahko kar veliko in naj bodo, zato da bomo znali to človeško komponento ohraniti tudi na dolgi rok. Ko je rekel Dan Evropska unija, jaz tudi mislim, da je kar precej zadržkov in strahov tudi v tem našem okolju. Preprosto zaradi tega, ker so nekatere sile izjemno že napredne, in morda vsega tega tukaj tudi še ne vemo in ne znamo. Po drugi strani imamo pa seveda posamezne subjekte, ki znajo dosedanja znanja na področju umetne inteligence izjemno dobro preoblikovati do človeka posameznika, ne samo tržno, ampak tudi, bi rekla, celo antropološko gledano. In jaz mislim, da je ta del tisti, ki ga moramo očuvati v vseh teh tehnokratsko-digitalnih in vseh naprednih, bi rekla, tudi umetno zgrajenih svetovih. Ta modrost v Evropi je kar prav, da je nekako, bi rekla, očuvana
Da nismo prehitri, ampak hkrati razumni v tem, kaj sprejemamo. Tako da jaz ne bi rekla, da gremo kar direktno v boj z ključnimi velesilami, ampak da gremo premišljeno in modro. In jaz mislim, da je kar nekaj centrov v Evropi, več, bomo zdaj pogledali kar v laboratoriju, ki nam lahko zelo pomagajo pri tem, in vrsta je podjetij in institucij, ki to že zna zelo dobro. Do posameznika, do človeka, to se mi zdi ključno, kar je Dan rekel, do posameznika človeka v najboljšem dobrem pomenu besede in hkrati uporabnosti. Ker mene zelo zanima, kaj se bo zgodilo za generacijo alfa. To so otroci danes 20, 10, 20, 25. Po oceni bodo to najbolj izobraženi otroci, intuitivno pa najbolj pravzaprav vešči že vsega tega, o čemer govorimo. Čisto po naravni poti, ker svet okrog njih bo tako deloval. Torej, kaj lahko pričakujemo? Ali so že odločevalci? V resnici so. Samo to, če smem dodati. Do leta 2025, do naslednjega leta, bomo imeli na tem planetu 75 milijard tako imenovanih pametnih naprav. Ki bodo bolj ali manj povezane z internetom in njihova podlaga bo tudi konec koncev umetna inteligenca. 75 milijard pametnih naprav in 8 milijard bolj ali manj pametnih ljudi. Mislim, da bomo imeli res probleme vzpostaviti zopet ravnotežje. Zato zagovarjam razvoj umirjenih tehnologij, tehnologije, ki nas bodo vsakdanjiko podpirale, ne pa da nam bodo pametovale, nas težile, zasvojile in vse to, kar nas zdaj počnejo tehnologije, ki se potegujejo za našo pozornost s potisnimi sporočili. Da mi bo hladilnik pošiljal na dopust sporočilo, da se mu je temperatura zvišala za 3 stopinje, recimo, pa pust me pri miru, hladilnik, pust me pri miru. To želim sporočiti razvijalcem teh tehnologij. Preden vam dam besedo, bi samo apeliral, omenil si šah in pa Deep Blue. Mislim, da je ravno šef OpenAI rekel, da so takrat vsi mislili, konec je šahom, ko je v bistvu računalnik premagal Garija Kasparova, pa je danes šah najbolj popularen v svoji zgodovini. Magnus Carlsen je seveda fant, dan že bolj moški, ki reklame snema in je prava ikona, tako da ne glede na to, da je računalnik premagal takratnega svetovnega prvaka v šahu, je danes šah zelo popularen. Ampak če se vrnemo pa zdaj v laboratorij, pa k tem konkretnim primerom, kaj vi počnete, kje je tukaj Evropska unija in predvsem, kje je tukaj Slovenija? Res je, Amerika, Kitajska je tiho pri svojem razvoju, Silicon Valley je seveda v tem hudem razvoju. Mislim, da so samo njihove delnice v ZDA v zadnjem času, ko govorimo o umetni inteligenci, zrasle za 25-50%. Cel svet je v rdečem, ampak umetna inteligenca v Ameriki pa v zelenem. Kaj pa Slovenija? Tako, za konkretno v našem laboratoriju delamo več stvari. To so biometrične metode, recimo razpoznavanje obrazov, tiste glihta najhujše stvari, ki se jih vsi bojijo. To delajo kolegi, mi se ukvarjamo z razvojem metod, da ne reči tehnologije za samovzeča plovila, se ne ukvarjamo z vozili, ampak s plovili. Potem pa dosti krat so še razni industrijski projekti in tako naprej. Ampak jaz vidim to en problem, ki se sogovornikov ne strinjam glede tega, kje vidite nevarnosti. Namreč meni je zanimivo to elektronske naprave, o čemer govorite. Moja hčerka recimo 10 let stara, nima mobitela in ga tudi, če nekaj časa ne bo imela, ima pa Kindle, to je elektronski bralnik knjig. To je tisti, ki ima svojo lučko, se pravi e-papir. In to omogoča, da ona, jaz pač to moram plačati, da kupuje knjige oziroma da ji kupujem knjige, da jih lahko bere. In to je nedvomno pozitivna stvar. Pomembno je, da bere. Ja, pomembno je, da bere. In jaz recimo nisem nikoli toliko prebral, kot za zadnjih 10 let, ko imam tudi Kindle in sem kupil že kar dosti knjig. In tu potem recimo pridemo na neke predstave o tem, kaj umetna inteligenca zmore. In jaz vidim problem pri tem, da so ta dejansko pričakovanja prevelika. Okay? Se pravi, da mi rečemo, razpoznavanje obrazov dela tako dobro, da nas bodo vsi sledili, tako vsi vidijo tiste boge ugljure na Kitajskem, na katerih so praktično naredili dejansko elektronsko, digitalno koncentracijsko taborišče, ampak dejansko te tehnologije niso tako dobre in tudi zato rabimo ljudi zraven.
In zaradi tega pretiranega strahu dejansko jaz mislim, da Evropa tu ni v dobri poziciji. Tako recimo gledamo, Amerika je, Kitajska je, kje je pa Evropa, pa se navdušujemo tem, da gremo počasi. Jaz mislim, da to ni v redu, ker bomo ostali od zadaj. Ta evropska mentaliteta, ki lepo paše v tisti pregovor, da Kitajci dajo hardware, Amerika da software, potem se pa grejo igrati, Evropska unija da pa zakone, kako bo zdaj vse to ustavila. In to se nam ne koristi. Zaradi tega, ker v tem strahu recimo blokiramo kupe stvari, ki enostavno niso tako hude, kot se zdijo. Recimo mene je bolj strah, ne tega, da bo država meni sledila ali pa nek tajni aparat s tem, da me bodo videli na vsakem vogalu, kam grem, na podlagi obraza, pa to naprej. Mene je strah tega, da bi nekdo tak sistem postavil, pa rekel, gospod Perš, vi ste pa takrat bili tam in tam. In jaz tam recimo nisem bil. In bi rekel, računalnik pravi tako, To so dejansko problemi so stari zdaj 30 let, mogoče 40 let, ko so že bile šale pa komedije na to temo. Spomnim, en film je bil, točen kateri, v katerem so parodirali eno uradnico, ki je rekla, ampak računalnik pravi tako. To je problem, ki ga jaz vidim, v katerega se zapleta Evropska unija, zaradi tega, ker te stvari vseeno niso tako vsemogočne. Jaz bi se malo obrnil, recimo to, kar vsi poznamo, avtonomna vožnja. Zdaj bo. Še ni. In še ni. In Tesla še vedno nima tega. In tudi, če ne bo imel nekaj leta. In zdaj, če se mi spravimo tako tehnologijo regulirati, predstavljaj si, da mi leta 2019 na podlagi tega, kar je izjavljal Elon Musk, nekaj je naredil, na podlagi tega sprejeli zakonodajo, s katero bi recimo radikalno omejili uporabo tega, bi ugotovili, da smo to delali brez veze, zato ker še 5 let pozneje še vedno nimamo samovzečih avtov. Imamo predvsem nekaj, imamo voznike, ki mislijo, da zadeva dela dobro, pa ne dela. Veste, to je tisto. In to je problem vse povsod. Kaj je nevarnost? Kaj so nesreče, recimo, če pogledate avtonomno vožnjo kot najbolj popularen primer, kaj so najhujše nesreče, ki izhajajo iz uporabe umetne inteligence v vozilih? Takrat, ko vozniki temu zaupajo, pa ne bi smeli. In to jaz mislim, da je tudi siceršnja, lahko generaliziramo, družbeni problem. Spravi, ne to po eni strani, ne se toliko bati tega, po drugi strani pa ne tako zaupati, da bi na podlagi tega recimo delali in plane, tako bom rekel, za daleč naprej, in recimo tudi omejevali za daleč naprej. Treba vseeno vedeti, kako te stvari zmorejo. Ampak mene pa skrbi, naprimer, se upravičujem, vi ste rekli, da nas skrbi Evropejce, da bi kaj prehitro ali pa tako naprej. Mene pa skrbi, da bi zaostali. Naprimer, ko gledam Američane, vidim, da oni veliko v podjetja vlagajo, naprimer, za sistematizacijo. Skratka, en kup enih stvari oni naredijo ceneje, seveda spet, in mi bomo spet zadaj. Zdaj smo pri energentih kar naenkrat obstali, potem smo pri avtomobilski industriji seveda obstali za Kitajci. Ta vojna Singapur-Kitajska, čipi, če dodamo še Tajvan, naprimer, in Evropa ne bo imela avtomobilske industrije, ne bo imela energentov. Ta zeleni prehod se sicer dobro sliši, ampak en dober primer sem enkrat slišal, če bi pogledali na Kitajskem, kako je narisan njihov zemljevid, je Evropa tam ena majhna stvar. Mi nismo na sredini sveta, kot si to mi sami predstavljamo, Evropejci, pa tako naprej. Za Kitajce ne. Oni rečejo, to je nek arhipelag, ali kako je s to Evropo. Čisto res. In tukaj si jaz rečem, mene pa skrbi, ali bo ekonomska fakulteta, filozofska fakulteta, FDV, elektrotehnika, uspela reči, Slovenci bomo spet nekje, pustimo zdaj Evropo, ampak Slovenci bomo najdeli priložnosti in bomo poleg. A bomo? Vse smo jih že, namreč ravno na področju umetne inteligence je celo UNESCO prepoznal vrhunskost naših znanj in imamo ustanovljeno posebno katedro in ne samo to, tudi celo prihaja svetovna konferenca UNESCO v Slovenijo na temo. Center imamo za umetno inteligenco v Sloveniji, UNESCO center, kar se mi zdi izjemna priložnost Slovenije. Ja, ampak meni zdi, da smo to točno v tej igri, da bomo mi pa pravila prinesli. Ampak neka pravila bodo vedno morala biti. Ja, tako kot velja za vsa ostala področja. Jaz delim to skrb, ko je rekel tu
voditelj. Ne? Se pravi, mi zdaj že bomo zaostajali, mi se zelo trudimo, da bi začeli zaostajati in ne vidimo, da je to problem. Tudi ne vidimo problem, da smo recimo zdaj že par letih recimo izgubili konkurenčnost pri razvoju recimo bencinskih, dizelskih motorjev. Ne vidimo problema v tem, da smo se recimo, kar se tiče energije, tudi tako rekel, fajn zavozili. No? Recimo. In zdaj tu kar naenkrat mislim, da malo preveč proslavljamo to, da imamo zdaj spet, da smo prvi v regulativi. Okay? Ne gre za to. Torej, seveda, regulativa je vedno preveč. To, če splošno gledamo, kaj smo tu v Sloveniji naredili, konkretno smo med podjetniki, nujna je debirokratizacija in bistveno večja stopnja zaupanja. To govorim družbeno, konsens prav na področju upravljanja, vodenja poslovnih modelov, ekonomije, vsega, kar lahko potem dajemo nazaj v družbo in v blaginjo družbe. Ampak apropo Kitajska, Amerika in Evropa. Zagotovo, kitajski trg je v zadnjem desetletju še posebej izjemno rasel, prosperiral, izjemno količino investicij, naložb, ne samo v znanje, ampak seveda tudi v industrijski razvoj, področje, o katerih zdaj govorimo, da ne govorimo o vzpostavljanju vse večje konkurenčnosti, prav iz razloga podpore tudi države, tekmi, ne samo z Evropo, ampak predvsem z Ameriko, in na koncu seveda na drugi strani Amerika, ki pa že sama po obsegu trga in ekonomiji, načinu, kako pravzaprav vzpostavlja svoj sistem, tekmuje vedno in znova spet na nov način. In to izvira iz te podjetniške miselnosti in logike, ki je izjemno prežeta. Tako da je res, Evropa je v nekih stvareh zaspala. Zagotovo. To ne moramo reči, že ne, industrijsko gledano, ampak ne pa pomeni, da ne uporabljamo vseh teh novitet in vsega razvoja, do kakšne mere pa resnici investiramo v ta razvoj. To pa je tista ključna svetovna tekma, ki ima seveda tudi svoje interese. In v tem delu bo morala Evropa najti svojo proaktivno razvojno pot in seveda tudi konsens, kako in na kakšen način, jaz še vedno pravim, očuvati človeka in njegove pravice, ker mislim, da je to izjemna prednost še vedno Evrope, tudi socialne države, v tem najširšem pomenu besede kakovosti življenja in na drugi strani še vedno dovolj intenzivno, učinkovito tekmovati z ostalim svetom. To je izjemen izziv Evrope, pa ne od danes ali včeraj, ampak od predvčerajšnjim. Kajti te dve velesili, še posebej Kitajska, če jo izpostavimo, je vzpostavila ogromen srednji dohodkovni razred. To je izjemna tržna moč, to je izjemno povpraševanje, to je pravzaprav svetovno gledano največja baza v tem trenutku tržensko, ne glede na ponudnika. In zakaj potem vsi želimo biti tudi tam in ponujati in delovati, tekmovati, zato ker je ta prostor izjemen in še raste in bo rastel še naprej. Kitajska politika je zagotovila, da se ljudem skuša izboljšati življenje, kajti to pomeni tudi potem ekonomsko, seveda drug predpogoj za novo rast, spet znova novo konkurenčnost, nove dosežke, novo razvojnost, predvsem pa investicije v inovacije, v razvoj, v napredek, konstantno, ne samo občasno. To so res izjemne razlike. Res pa je, da se tudi razlikujemo od industrije do industrije. Recimo, kako je dvignila svoj nivo in rast avtomobilska industrija na Kitajskem, neverjetno, ampak v resnici v ozadju so bile vse te priprave že nekaj časa. Mi smo dali subvencije, oni tako, pa še malo več. Ja, ampak ne sistemsko, ne z vidika, bi rekla, pristopa, težko primerjamo, bi rekla, eno medkulturno združbo Evrope na eni strani, seveda Kitajsko in Ameriko kot entiteto, na drugi strani. Ker sem rekel, dajmo pogledati, ali je Slovenija znotraj Evropske unije ta, ki lahko pa dvigne svoj glas, reče, mi pa bi šli v to bitko, mi pa lahko ponudimo to, mi pa nismo, nevoščljivi nekomu, ali pa zdaj smo tle med podjetniki. Ja, smo, sej zato se zdi, če nekdo nekaj, bom dal primer, naprimer samo Login, pa sta ustvarila podjetje, ki sta ga prodala za izjemno velik denarja, pač to je bil rekord. Veliko smo se ukvarjali, kaj sta pa naredila, pa sej to je samo nek pameten maček, ki pomaha in tako naprej. Ampak to so bili, to je prva stvar, kupili so pa Kitajci to, da smo si na jasnem in tam zelo dobro zdaj delajo, ne glede na to, da je to v Sloveniji, pa da so oni kupili slovensko podjetje. Ampak mi se nismo na to šlepali, grdovo rečeno, nismo rekli, to je model, poskusimo še kaj takega, ali se motim.
smo Slovenci pripravljeni narediti ta korak naprej, ker ga bo treba, drugače bomo mi postali Romunija, Bolgarija tega trenutka. No? Zelo nerad govorimo o nacionalnih karakterih, ker ne verjamemo v njih, kar je mogoče paradoks, ampak res bolj, ko proučujem to temo, manj verjamemo v nacionalne karakterje. Mogoče bi izpostavil eno stvar, zavist, ker se mi zdi, da to pa je nekaj, kar ne samo v Sloveniji, ampak tudi univerzalno obvladamo. In v Sloveniji recimo eden redkih, ki mu ne zamerimo bogatstva in uspeha, je Luka Dončić, mogoče tudi zato, ker dobiva tuja sredstva in ne živi ta hip v Sloveniji in morda je zato izvzet iz tega. Sicer pa v Sloveniji kar velja tisti pregovor, ki sicer izhaja iz Japonske, pa bi lahko bil slovenski, ali pa mogoče tudi od kakšne druge države, če žebuš trli, ga zabij. Skratka, tistega, ki izstopa, je treba zabiti in ta uravnilovka velja v Sloveniji, kar niti ni tako slabo. Mene zato Slovenija tudi všeč, ker smo razmeroma egalitarna, solidarna družba, tiste, ki malce preveč izstopajo, potunkamo, tiste pa, ki tonejo in poskušamo splavati navzgor. Tako da mogoče bi bilo celo dobro, da tak slovenski model predstavimo tudi svetu in da ni treba, da je peščica bogatih, ki ta hip resno postajajo tehnofeudalci, kot pravi Varoufakis, obvladuje svet. Osmerica najbogatejših na svetu ima po Oxfamovih podatkih v rokah toliko premoženja, kot najrevnejša polovica sveta. 12 najbogatejših ljudi na svetu sproducira letno toliko izpustov toplogrednih plinov kot več kot 2 milijona gospodinjstev. In kdo so ti ljudje? Če pogledamo seznam 10 najbogatejših ljudi na svetu, na Forbesovo lestvico, vidimo, da so to skoraj izključno ljudje, ki živijo od naših podatkov. In to je danes zlato in nafta 21. stoletja, s tem se moramo soočiti, ko razmišljamo, koga obdavčiti recimo, kako se ne samo na ravni Evropske unije, ampak na glavni ravni ne porazdeli premoženje. In mi postajamo ta hip bolj kot kadarkoli, to čemur pravim podatniki, ne podaniki, ampak podatniki novega časa. Mi smo ne samo tlačani, ampak podaniki, ki brezplačno izkopavamo dan za dnem zlato rudo 21. stoletja. Podatke. In pred časom sem predlagal na neki debati, to je bilo še v predcovidskem času, tega se spomnim, nekemu predstavniku Googla, pač takrat mi je padla na pamet ideja, pa zakaj si ne bi mi teh podatkov razdelili, prihodka od teh podatkov, pol vam, pol nam, pa roka, če ste za. Meni se zdela to v redu ideja, tako to bi bil nek temelj univerzalnega temeljnega dohodka, da mi plača Google 20 € mesečno, pa Meta 30 € mesečno, pa Amazon 20 € mesečno, ker pač bogatijo od naših podatkov in vsa ostala podjetja, ki seveda služijo od naših podatkov, pa bi se nabralo 200-300 € mesečno, kar bi lahko bil nek temelj univerzalnega temeljnega dohodka. Ampak je rekel Googlovec, da ne, in tudi, da sem sebičen človek, ker tako razmišljam. Pa zakaj sebičen? Ja, zato, ker vi bi pa kar pustili ležati te podatke, mi jih znamo pobrati, analizirati, agregirati, prodati drugim, prodati vam. Niti vsega tega rekel, ampak pač to je Googlov poslovni model. In nisva prišla skupaj. In tudi verjetno ne bova. Tako da, kar jaz predlagam je, da Evropska unija, lahko Slovenijo na čelu, če želite, vzpostavi nek paralelni ekonomski model, ki bo pravičnejši kot pa tehnofeudalizem ali pa nadzorni kapitalizem, kot mu pravi Žožana Zubov. Skratka, model, ki bo temeljil na tem, da smo mi plačani za to, da dan za dnem izkopavamo podatke. Lahko naredimo podjetje, Evropska unija, ki se mu reče Google ali pa Beta ali pa Facebook omrežje in je utemeljeno na nečem drugem. Predvsem pa si želim, da je utemeljeno na možnosti odklopa. Ta hip možnosti odklopa nimamo. Razen v tem studiu, pa še tu mogoče, imamo s sabo ves čas prisluškovalne in sledilne naprave. In jaz mislim, da ne gremo v prihodnost, ki bo distopično siva, kot je Orwellova iz romana 1984. Ne, prihodnost bo pisana in vesela, tako kot v Huxleyjevem krasnem novem svetu. Vsi smo zadeti, bolj ali manj. Vsi smo na somi, kot pravi tej drogi, ki jo nenehno uživamo. Kar naprej moramo pogledati, kaj se novega dogaja na telefonu, kar naprej potrebujemo neke informacije, da nas poživijo.
dolg čas ne obstaja več. Dolg čas, ki je pa najbolj produktiven čas dejansko. Ko pustim svoje otroke, da jim je dolg čas, takrat si izmislijo pa res fantastične stvari. No, kaj sem hotel pa prej omeniti v zvezi z avtonomnimi vozili. Razvoj avtonomnih vozil me sploh ne skrbi. Mene skrbi nastanek neavtonomnih državljanov. Državljanov, ki ne znajo več priti od točke A do točke B, brez uporabe navigacije, recimo. Jaz sem si vklopil navigacijo, da sem prišel v ta studio, pa vem, kje je. Vem, kje se nahaja ta stavba. Ni nobena skrivnost. Nismo kje v kakem bunkerju podzemnem, samo tako, da povem. In vse bolj izgubljamo to. Naši otroci pa še bolj. Zakaj? Ker jih tudi starši ves čas sledimo nadaljavo, pa ne samo prek e-asistenta, ampak tudi prek aplikacij, kakršna je recimo Family Tracker, s katero lahko sledite ne samo svojim otrokom, celo svoji ženi, a res tam, kjer je obljubila, da je. In na ta način vse bolj izgubljamo tiste zadnje oaze zasebnosti, ki smo jih še imeli. Ker telefone imamo ves čas s sabo, ko gremo na stranišče s telefonom v roki. Ampak vedno imamo odločitev, da ga odložimo. Kako? To je naša človeška odločitev. Seveda imamo. Nimamo odločitve. Jaz sem ga zunaj... Jaz ga odlagam. Jaz tudi, zato ker vem, da ga ne smemo imeti s sabo v studiu. Dan, to je naša intimna, notranja, zelo... To tudi razpečevalci drog pravijo. Racionalna odločitev. Ampak nekaj pa moram vseeno reflektirati. Ne? Prej si govoril o egalitarnosti, o tem seveda vsi se strinjamo, vsakdo potrebuje tisto absolutno nujno kakovost življenja, torej zagotovitev predpogojev kakovostnega življenja. Ampak nekaj v tvojih oznakah pa ne bi sprejela kot dano in da naj tako bo. Če so Slovenci in Slovenke uspešni, dajmo jim to priložnost, da so uspešni, ne jih vnaprej ožigosati, karkoli jim, bi rekla, oponirati, onemogočati, kajti uspešnost vendarle potegne še uspešnost drugih. V najboljšem pomenu besede zdaj to govorim. In jaz mislim, da tukaj imamo pa, vem, da ne želiš govoriti o nacionalnih karakterih, ampak tukaj moramo kot družba sprejeti, da nič ni narobe, če si uspešen. In zdaj smo v okolju podjetnikov. To so izjemno uspešni podjetniki. Prej sem rekla, jaz sem kar ponosna, da so tako vzdržljivi in da so tako odporni. Ne? Ta beseda resilience je zelo tipična za slovenstvo sicer, ne? In tudi za podjetnike. Ampak dajmo jim omogočiti sistem, kjer bodo lahko brez slabe vesti uspešni. Ne govorim samo o podjetnikih, govorim o vseh posameznikih ali kakršnihkoli institucijah, združbah znotraj naše družbe. Se strinjam. Ta uspešnost, da nadaljujem, je ravno to, kar recimo opazujemo v Ameriki stoletja, ne? Torej, bi rekla, priznanje te uspešnosti na najbolj demokratičen način v resnici, kajti vsaka taka uspešnost prinese veliko nazaj v družbo. In več, kot bomo tega nazaj vrnili v družbo, lažje bo zagotavljati to egalitarnost oziroma zagotoviti Ginijev koeficient, da se vsakdo najde v nekem ekonomskem, razumnem in seveda tudi kakovostnem življenjskem okolju. To sem pa morala povedati, ker mi Slovenci v resnici sami sebe velikokrat negiramo ravno v tem, če smo dobri. Povabil, da se bomo vsi strinjali. Jaz se absolutno ne strinjam. Nekaj stvari rekel. Prva stvar je, ko se tako oplete številkami. Recimo tam polna 30, polna 20 evrov. Veste, koliko dejansko Facebook pobere od ljudi? Facebook ima 3 milijarde uporabnikov, nekaj takega, drobiš. Mi si predstavljamo, za nas so te informacije pomembne, drugače pa nismo toliko vredni. Mislim, to je, če delite Facebookov promet številom uporabnikov. Ampak za podjetja je to zelo vredno, vzajmo trgovce. Koliko podatkov vladuje vsak dan? To je nekaj drugega. Jaz govorim o tem, da bi mogli ti prispevati nekaj denarja in se potem tako pavšalno reče, pa tam 30, pa tam 20, pa tam 40, pa imamo univerzalni temeljni dohodek. Matematika ne gre skozi, ker mi zelo precenjujemo to monetizacijo in če gledate, recimo to lahko sami vidite, ko greste tudi v najboljše medije, slovenske pa recimo dobro kapitaliziran, pa boste videli tam od neke točke naprej so same neumne reklame za kristale, za same bede. Dejansko vendar vidite... je treba prodati prostor. Seveda, ne, in se pravi, tu se praska pod dnu, tako da tu ni toliko denarja, da bi lahko take, da bi lahko tu rekel, tako, zdaj pa kar počesto vzamemo, pa bomo rekli toliko pa denarja. Druga stvar, ki me pa tu moti, dejansko mi rečemo tako, super, dajmo, da bi svet bil še bolj tak kot mi. Mislim,
to se meni zdi problem, to se dogaja, ne? Svet se slovenizira. Ne? Recimo tam 20 let nazaj smo rekli, da se bo Slovenija malo modernizirala, pa odprla, pa se bo nehala toliko ukvarjati s tem domačijskimi stvarmi. Ne? Zdaj pa ugotavljamo, ne, da evo, smo dobili Slovenca Trumpa, ne, v ZDA, ne, recimo, take fajn populiste, ki bi v Slovenijo zelo lepo pasala, ne, recimo, take, ki smo jih imeli v Sloveniji že nekaj časa. In meni ni všeč, da rečemo tako, zdaj bi mi to še porili tako. Meni se pa zdi, da ne deluje, če gledamo ekonomske kazalnike. Dejansko in tudi v Sloveniji te stvari znajo enkrat priti do točke, ko bo velik problem. Ne vem, če vi vidite, da je Slovenija tako zelo hudo uspešna. Ne rastemo zelo, recimo v zadnjih 2 letih se je močno povečala inflacija, produktivnost nam ni jasna, to bo seveda profesor znala bolj pojasniti, ampak to ni zadeva, ki bi jo mi kar izvažali nekam in samo še to stvara, ne. Potem pa recimo v odgovor na ameriško korporacijo Google, pa ameriško korporacijo Facebook, pa pride, ne pa zdaj Evropa naredi državni Google, ne. Ma ne more biti to tako, ne. To se ZDA ni naredila Google, to so naredili dva Brihtna podjetniško dobesedno študenta. Celo tako, doktorska študenta ja. Brihtna. Ne? In kako se bo prisilili ljudje, da bo uporabljali evropski Google? Mislim, boste spet potem omejili dostop do pravega Googla. To je problem, s katerim se v Evropi ukvarjamo. Zato, ker mi nekaj naredimo, rečemo, nam se pa zdi tako pravilno, to je pa nekaj, kar je prav, kar je boljše, kot v ZDA in stvar propada. Ne? Rekel tako, ne bankrotira, ker država ima vedno denar, tak stvari drži gor. Lahko vsi pogledamo, z različnih področji se to tudi dogaja v Sloveniji. Iščemo neke nadomestke nečesa, zato ker tisto, kar je trg naredil, nam ni všeč, ne? In potem ljudje veselo tisto ignorirajo. Ne? Jaz moram tukaj le komentirati, ne, ker Janez smo v tem delu zelo prav. Ne. Mi smo na 82% evropske produktivnosti Evropske unije, to je približno toliko kot pred, bi rekla, finančno krizo oziroma tam nekje v tistem obdobju. Hkrati seveda tudi Evropa kot taka ima težavo, izziv s produktivnostjo, če pogledamo. Evropa je postala bolj Sloveniji podobna? Če pogledamo Kitajsko, Ameriko, ne, ali pa se primerjamo s katerokoli najbolj razvito državo na svetu. To zagotovo drži. Hkrati pa treba povedati tudi to, da v ekonomskem poslovnem sektorju smo del sveta, kajti smo izvozno odvisni in to v največji meri izvozno odvisni. Izvažamo v več kot 180 trgov, ampak v resnici so naše partnerice, pravzaprav 7 je takšnih izrazitih. Torej tukaj pa pokažemo našo vendarle precejšnjo odvisnost od določenih trgov in če ti trgi seveda delujejo na svoj način, prinesejo vsa ta delovanja tudi do nas, do podjetij, do institucij, tudi do vplivov na družbeni razvoj, tudi na potrjevanje subvencij, da ali ne in tako naprej, ne. Tako da tukaj moramo vedeti, da Slovenija ima na eni strani pogojno in vedno prisotno odprtost, ker jo mora imeti za to, da lahko sploh ustvarjamo in da smo kolikor je le mogoče produktivni. Po drugi strani pa seveda kot majhna država želi ohraniti to svojo slovenskost in identiteto kot tako, ki pa najbolj vendarle očuvana in čim bolj avtentična, jaz pravim, zato ker to je ta človeški naboj, ki nas ohranja in nas hkrati tudi stimulira, motivira, ne, kako lahko na svoj način naredimo pa tudi svoje svetovne preboje. In svetovnih prebojev naših podjetij in marsikaterih posameznikov na številnih področjih je ogromno. Celo s pomočjo umetne inteligence, ne, če se vrnemo na to temo. Samo to je evropski problem, o tem govorimo. Tako je. Evropa proti ZDA in Kitajski, ne toliko Slovenija. Evropa v svoji ekonomiji obsega ne more nikoli dosegati tega, kar lahko seveda drugi, še mnogo večji trgi in seveda večje vele sile že v samem, bi rekla, fizičnem pomenu besede. Lahko pa, tukaj pa ima Slovenija izziv in Evropa razvija na znanju temeleče rešitve, inovacije, storitve, produkte, ki pa so lahko drugačni od tistih, bi rekla, ki so bolj usmerjeni v neko ekonomijo obsega in ekonomijo prihrankov. Tukaj pa mislim, da Evropa in tudi mi nismo še izkoristili vsega. En krog bomo zdaj naredili, ker imam pod vprašanje, Dan, ti si pa želel še nekaj reči, ne? Ja, najprej o vrednosti tega, čemur pravim podatnik, torej človeka, ki oddaja svoje podatke. Kakšna je njegova vrednost, se kar dobro vidi pri nakupu Twitterja,
Elon Musk ga je kupil, mislim, da za $44 milijard. Kupuje svoje kraljestvo, digitalno kraljestvo z približno 400 milijoni podatniki. In torej cena enega človeka. To je investicija, to ni mesečni prihodek. Ne, seveda, ampak kupiš pač človeka na takem omrežju za približno $100. To je naša vrednost, recimo. Bizarno malo. Ampak nas je bizarno veliko na omrežjih. Pač, ta hip je Facebook, recimo, če bi bil država, bi bil daleč največja država na svetu, 2-krat večja od Kitajske. Tako da, seveda nas je bizarno malo, ampak nas je ogromno, ki ves čas oddajamo svoje podatke, praktično vsi na tem svetu. Jaz ne bi želel o davkih govoriti, ampak zdi se mi, da je največji problem, kot laik rečem, da morda Facebook in Google in tako naprej v resnici ne plačujeta davkov, ne v Evropi, oziroma zelo malo, zdaj, če smo pri tej bizarno malo, če bi Evropi uspelo to, kar je Američanom seveda vseeno, ampak tukaj pa bi Evropi pomagalo. To so izzivi regulative, o kateri smo prej govorili. Ki smo zelo neuspešni. Ki so zelo na mestu kdaj. Prav v to vračanje. Irska ima mogoče nekaj koristi od tega, ker so seveda tam odprli predstavništva in tam plačajo nekaj minimalnih davkov, ampak na primer od Facebooka Slovenija nima nič, nima niti Avstrija, nima nihče. To gre k tistemu, ki je pač bilo prej rečeno, da bomo pa mi že uporabljali marsikatere rešitve, pa jih uporabljamo. Ja, Slovenija je cela na Microsoftovih rešitvah, ki je ameriška korporacija, dobro, globalna ameriška korporacija, recimo, zdaj govorim OpenAI, druge podjetje so recimo, mi lahko uporabljamo njihove tehnologije, pa tako, ampak potem pa priješ do tega, to je kot zanimivost, verjetno oba vesta, recimo Univerza v Ljubljani ima svoj autentikacijski sistem, popolnoma outsourcen Microsoftu. Če se Microsoft odroči, da bo nekoga nabrcal, je to konca, ali pa kako država. A Slovenija ima dovolj denarja, da bi, na primer, investirala? Ampak jaz mislim, da je potrebno sprejeti vsa ta tveganja že zato, da si mi olajšamo vsako sekundo našega življenja z vsem tem znanjem, ki pa v svetu obstaja. Zakaj ne? Seveda, in tukaj jaz mislim, da so naši strahovi, tako kot je bilo že prej povedano, odveč. Dajmo mi v resnici biti tudi v tem smislu bolj produktivni. In ne biti samo zapečkarski in reči, ne vse znamo, ker nikoli vsega ne znamo in ne moremo znati. Dajmo si pomagati z vsem tem, kar je svet že ustvaril dobrega, produktivnega v smislu uporabe na dnevni bazi. Ampak, ko smo govorili o podatkih danes absolutno je današnja nafta je zlato. Zdaj pa samo na podjetjih in na vseh nas, kako znamo to v resnici uporabljati. In ker imamo vrsto rešitev, tehnološko, res že izjemno sofisticiranih, prilagojenih celo na posamezne industrije, na posamezne segmente, celo na posamezne segmente kupcev, recimo tržansko. Mislim, da tega vsega sploh ne uporabljamo dovolj in tukaj je še kup priložnosti in možnosti, in to je zdaj lahko izboljšamo. Vi ste bila ministrica, vem, da je morda zdaj celo lažje pogledati nazaj za tisto vladno mizo, ki je zelo velika, pa jih več sedi. Je tam dovolj tudi intelektualne kapacitete, da bi razumeli, da niso samo v tem trenutku tam in da se ne rešuje zgolj teh težav, ampak da pravzaprav politiki sedijo tam za čez 10-20 let. Tega je premalo, zagotovo. Ne pa, da tega ni. Moramo biti kar pošteni. In še pod vprašanje, a imeli ste vpogled v ta proračun drugačnega, kot ga imamo mi? Je tam toliko rezerve, da bi rekli, mi se bomo pa odločili kot družba, da bomo še več vlagali v raziskave, v inovacije in v znanje? Je to nekaj, kar lahko rečemo, ali se bomo ukvarjali, da bomo dali, 20 milijard ali pa ne vem koliko za jedrsko elektrarno 2? To je zelo pomembno vprašanje, kajti ali se znamo v Sloveniji zediniti o tem, kaj je naša vizija razvoja, kaj je naša družbena odgovornost tudi vseh, ki prihajajo za nami, v katero smer gremo in na kakšen način. A je to samo domena vladne ravni? Ne, to je pravzaprav na koncu konsens celotne družbe in tukaj imamo velika razhajanja. Je pa res, da ti kratki mandati vlade, ki premalo gledajo naprej in stremijo naprej, kako in kaj bomo in kdo pravzaprav bomo, čez nekaj časa, ne pomagajo. Ti ne pomagajo in mi imamo celo iz našega obdobja vlade to našo strategijo razvoja, hkrati smo del Evrope in privzemamo tudi evropsko strategijo razvoja, še posebej na posameznih področjih, zeleno, pametno in tako naprej, digitalno, ampak
Ali znamo mi najti v tem svoj model razvoja in kdaj se bomo že končno odločili, mogoče samo za 2-3 stvari, v katere vsi verjamo in jih bomo tudi na dolgi rok podpirali. Zato sem tudi dana. Zdaj smo pa prišli do teh pomembnih stvari. Najprej smo malo okrog vrele kaše hodili in zdaj smo tukaj pri ideji, denarju. Imeli bomo en kup referendumov, zagotovo, na katerih bodo večinoma odločali ljudje, ki veliko stvari sploh ne bodo več doživeli. Naprimer jedrska elektrarna, drugi blok, večina ljudi starejših hodi na volitve, odločali bodo o stvari, ki bomo bog kdaj začeli graditi. Bi lahko dosegli ta konsens, o katerem govori Maja, da se kot narod, vem, da ne maraš o tem govoriti, ampak vseeno odločimo, ja, mi pa res želimo biti družba pameti, inovacij, razvoja, ker bo to za vse bolje in se nam ne bo treba ves čas ukvarjati s to minimalno plačo ali bo tako visoka. Tudi profesorjem, naprimer na umetni inteligenci, ne bo treba iskati dodatnega denarja in pojasnjevati, kaj za vraga delajo, ker bo to jasno, da to je naša strategija. A se znamo to dogovoriti? Na Kitajskem je mogoče to lažje, zaradi tega, ker se je kitajska vlada tako odločila. Mislim, da tam okrog leta 2015 so se odločili, da je pač tehnologija oster meč, ki ga je treba uporabiti. In zaradi tega je šla potem Kitajska tudi, mislim, da leta 2016 v razvoj sistema družbenega razvrščanja oziroma družbenih kreditov, ocenjevanja državljanov s pomočjo tehnologij, ugodnosti, ki jih bo imeli. Na ta način tudi dobiš bolj pridne državljane. Kar je v bistvu potem lažje na nek način tako vladati, ker se je neka elita tako odločila. Ta elita je beseda, ki se zadnje čase precej pojavlja v Sloveniji. Amorfna gmota pa tej eliti potem sledi. Jaz mislim, da na globalni ravni, ko govorimo o tem, imamo hud problem, ker pač pod neki slovenski podjetnik je rekel, da vsak narod rabi elito, zaradi tega, ker sicer amorfna gmota ne ve nekod nekam. Jaz mislim, da imamo bolj resen problem. Mislim, da niti elita ne ve nekod nekam na globalni ravni. Ta digitalna elita, digitalni fevdalci, se mi zdi, da imajo željo ampak kdo bi kdo bi moral začeti to debato in kako bi morali to peljati? Ti nas toliko poznaš. Kdo je tisti, ki ni zdaj to predsedničin podcast, verjetno niso to vladne te strategije, ker se tako hitro svet spreminja, da strategija preden je sprejeta je praktično že v Ameriki izvedena. Ne na Kitajskem, v Ameriki. Sem hotel odgovoriti na to, prav in pridi do tega. Mladi morajo to narediti. Mladi morajo ne samo iti na referendume, ampak imeti bistveno večjo moč odločanja o tem, kakšen svet delamo, katere so naše prioritete. Oni bodo v prihodnosti živeli bistveno več časa kot mi. Zato čim več mladih vključiti v take debate. Mladih pomeni tistih mlajših od 42 let, koliko je, mislim, da je ta hip povprečna starost v Sloveniji, recimo, če so to mladi, in njim dati čim več glasu pri odločanju. Zato njihov glas bi moral biti celo težji, zaradi tega, ker njihova prihodnost se ustvarja. Skrbi me, da so mladi pogosto apatični, ker se jim zdi, da nimajo možnosti odločanja in zato dvignejo roke in obupujejo. Svoje študente, ko jih pa spremljam, pa vidim, da so med njimi taki, ki imajo izjemen naboj in vejo, kje so te teme. Dobesedno vejo, da so to trajnostna prihodnost, digitalizacija, o čemer itak že govorimo. Jasno jim je, ampak ne samo digitalizacija v dobrem smislu, ampak tudi v slabem smislu. Vejo, kaj prinaša negativnega prekomerna digitalizacija. Vejo, da so se odpovedali zasebnosti v zameno za digitalne rešitve in vejo, glede trajnosti, da smo naša generacija in generacije pred nami globoko zavozili ta planet. Zato včasih pravim, da bolje bi bilo mogoče prepustiti vladanje umetni inteligenci, ker se mi zdi, da človeška kot da ne zna misliti naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker smo zavistni, ker skrbimo zase, ker smo egocentrični. Na ravni države se znamo še nekako uskladiti, pa še to ne, na svetovni ravni bomo pa zelo težko dosegli konsens. Jaz moram potrditi to, kar Dan pravi. Mladi danes, ki jih vsaj jaz gledam v klopeh, so izjemno odgovorni do tega, kaj pravzaprav trajnostno, kaj in na kakšen način ta tehnologija deluje. Jo znajo izvrstno uporabljati, ampak zavedajo se pasti.
To mislim, da vidimo vsak dan. Zdaj, ali bodo tudi te nove generacije, prej sem generacijo alfa omenjala, to vse zaznale in nosile v sebi, to bomo šele videli. Je pa res, ne, da je pa treba mlade tudi v splošnem spodbuditi k temu, da so družbeno angažirani. Mladi so angažirani tam, kjer jih zanima, kjer jih pač imajo svoj motiv. Moram tudi povedati, da določene generacije, zdaj, ki jih spremljamo, ne, milenice, ne, X in tako naprej, nekateri imajo zelo kratkotrajnostne motive, torej vzdržljivost, vztrajnost, ne, predanost. To niso ravno vrline, ki so se pokazale, saj ne na področjih, ki jih ne zanimajo. Ne. Torej, kako torej spodbuditi, da bodo ti mladi v resnici imeli odgovornost tudi do družbe kot celote, torej, da so oni del družbe, da se počutijo kot tiste, ki so slišani, videni in poslušani, ne. In hkrati, da svoje ideje, videnja, vizije lahko prenašajo in da imajo seveda možnosti v tem prostoru, da jih mi slišimo, ne glede na to, z katerega zornega kota, ne glede na to, na katero področje želijo doprinesti. Tukaj pa mislim, da nismo še vzpostavili dovolj vzvodov. Ne? Kakšni in kateri so vsi tisti vzvodi? Zdaj ne govorimo o tem, da so mladi kot lahko del političnih strank, mladi v neprofitnih organizacijah, mladi, ne, v različnih platformah, kjer delujejo, ampak še širše. Ne? Vsi ti seveda so zbir celote, ne? Ampak kako še širše spodbuditi to, bi rekla, tudi odgovornost do tega vseh nas in njih, ne? Da jih spodbujamo, da lahko doprinesejo drugim. To sem hotel dodati. Za mene so mladi ta elita, ki nas lahko vodi in jih je res treba poslušati, povabiti v take debate. Ja, baza prihodnost. V Davosu je bila ena misel, ki mi je bila zelo všeč, ena gospa pa ni bila mlada, je rekla, da politiki, ki se ne zavedajo podnebnih sprememb, nimajo kaj več iskati v tej družbi. Ne? To je ena taka stvar, nas svet pa vodijo ljudje, ki jih to še najmanj zanima. Ampak ja, pridejo pa zasebnimi letali. Ja, Janez, me že skrbi, da bi kaj povedal. Ne, vem, ampak bom tisti krog, ki sem ga prej napovedal, dokončal. Zdaj smo slišali, a ne, treba je nek konsens, kako in kje, po kaj naj pridejo podjetja k vam ali pa k tistim, ki znajo. Kaj morajo zdaj dobiti? Koga morajo dobiti, kje bodo to dobili v Sloveniji, da pa bodo, kot si tudi sam rekel, ne, v tisti dirki, ki vendarle bo, pa če nam je to všeč ali pa ne, in je že, no. Zdaj jaz najprej rekel nekaj, kar poznam, jaz sem delal tam, zdaj že 20 let, za en startup ameriški, ko še startup, mi so bili popularni, prek fakultete je dobila projekt. In ena stvar, ki sem si jaz od takrat vedno zapomnil, v primerjavi s temi, da v Sloveniji so podjetja močno podkapitalizirana. Okay? In to je prva stvar, ki se mi zdi, zdaj ne vem, če se boste strinjali z mano, a ne? Ne več tako, kot je bilo. Ne več tako, kot je bilo mogoče. V Sloveniji recimo, ja, in problem je tu zdaj, ko potem rečete, po kaj naj pride podjetje. Ne? Se mora vprašati, koliko ima denarja to podjetje za razvoj nečesa. Ne? In ja, po karkoli, ampak imamo že v Sloveniji itak, pa tudi po svetu je problem s kadri. Kar naenkrat, zdaj govorimo o tem mladi, ampak veste, pri nas se dekan dejansko, prirediti je rekel, ja, kaj naj naredim, ko me kličejo podjetja, pa rečejo, zdaj bi pa rabili jutri 10 vaših najboljših diplomantov. Ja, ni, vsi so razprodani, par let naprej. Tako da imamo to eno krizo, ki je zelo velika in zdaj bi se malo navezal na to, ko govorite mladi. Ampak to je splošna kriza, bi lahko rekli, tudi v Evropi. Ni to splošna kriza, koliko pa imamo ljudi, ki grejo študirati te stvari, ki bi lahko tu pomagali. Mislim, zdaj rečete, mladi obvladajo tehnologije. To je res, če vladajo na način, da znajo po telefonu brskati, pa TikTok videe snemati, tega imajo. Ampak koliko mladih imamo pa v Sloveniji, ki jih sploh zanima delati na tem, potem je pa tudi drug problem. Se pravi, prva stvar je delovna sila. Druga stvar je kapital, zaradi tega, ker so to stvari, ki so res, bom rekel, dolgoročne o tem, ko govorimo. To niso rešitve, po kar prideš, pa se v 2 mesecih nekaj naredi, pa vzameš, pa je tisto super stvar. To se dobi na trgu, to se gre verjetno spet k ameriški firmi, ki ti nekaj da. Mi ne moramo zdaj ChatGPT narediti. Tako da
ogromno se dela teh stvari, ogromno tehnologij pa je, ampak vedno, ko mi imamo poizvedovanje iz podjetij pa tako naprej, se konča pri tem, da dejansko so to velikanske investicije. Ne? Recimo, poglejte, veste, koliko je kapitalizacija OpenAI? Mislim, da je enih 80 milijard, nekaj takega. Ne? Mislim, veste, kakšne cifre so to? Sam začetek del je bil več kot 2-3 milijarde. Tako, ne? Mislim, to so take stvari. Zdaj, če govorimo o tem, seveda se da stvari narediti, in ogromno se dela, je pa res, kar se tiče znanosti, v Sloveniji se stvari delajo, se tudi se javno objavlja, ne? Tako da tisto, kar me veseli, vidim, da se vedno več doktorjev znanosti dejansko zaposluje v podjetjih, ne zato, da bi izpolnili pogoje za subvencije, ne? Ampak zato, da dejansko rabijo njihovo delo in to je super, ne? Potem znajo tudi tem komunicirati. In odgovor je enostavno, ja, kjerokoli stvar se da narediti, ne, v okviru dejansko tiste, kar tehnologija obstaja na svetu, tudi tisto, kar se razvija, ampak problem je pa dejansko, kad trčimo v te stvari, pomanjkanje delovne sile in pomanjkanje kapitala, zato da bi lahko vi rekli, jaz imam pa nek nov produkt v mislih, rad bi to naredil, ampak nimam nažalost 200,000 evrov za vreč stran, ne. To je tisti, v Sloveniji tudi jaz mislim, da pravega tveganja kapitala ni. No, bolj gre za odnos do tveganja. No, tako, odnos do tveganja. Tveganje kapital. Tem se zelo razlikujemo od marsikoga. Odnos do tveganja, kajti kapital na trgu je, če znaš ti na pravi način do njega dostopiti, imaš dovolj prodorno, razvojno gledano, tudi dolgoročno produktivno, dovolj sprejemljivo idejo, ki bo ustvarila neko dodano vrednost in verjemite, da če ampak tega ne moreš garantirati, ne? To je bistveno. To nikoli ne. In koliko tega tveganja bo sprejel tisti, ki ponuja to idejo in tisti, ki bi jo želel investirati, ne? Tukaj je pa seveda spet naša, bi rekla, odločitev ali pa kulturološko gledano tudi velikokrat neka bojazen, ali je to smiselno ali ne. No, in ta nagnjenost k tveganju v resnici je del poslovnega ekonomskega razvoja, vedno bila in vedno bo. Zdaj, nekateri narodi so mnogo bolj nagnjeni k temu, tukaj pa lahko govorimo, ne, o takih percepcijah, celo izmerah in raziskavah, ne, nekateri pa pač ne. Ampak jaz mislim, da se spet z mlajšo generacijo podjetnikov in te odprtosti v svet tudi tukaj odnosi do tega spreminjajo. Res pa je, to pa se strinjam, Janez, demografsko gledano ima cela Evropa in tudi mi izjemno težavo z delovno silo na marsikaterem področju. Recimo, poglejmo samo pomanjkanje učiteljev. Če baza, ne, od prvega dne razvoja učenja, ne, ni dovoljšna, ni tudi več izbire, tako rekoč, ne, potem to pomeni, da se že v osnovi ta kakovost, kaj in česa se lahko, ne, naučimo, zdaj pa spet govorim družbeno, zelo okrni, ne, in mi moramo na posameznih ključnih področjih narediti korake naprej. Res to ni samo domena Slovenije v tem trenutku, veliko je tega splošno v Evropi, pa tudi seveda zato danes ta odprtost znanja, kapitala, storitev, ne, na splošno ljudi, pravzaprav je prinesla tudi k temu, da smo ljudje in vse to, kar sem naštela, seveda odprti v svet, ne, in svet, če pa vprašuje, zakaj se nekdo ne bi odzval temu, ne? No, slovenska podjetja, startupi hodijo po kapital v tujino. To vemo, hodijo v London, hodijo v ZDA, ne? Zdaj, svet je tukaj, ne? Ja. Ne hodijo v Grčijo, v Varoufakisu, da smo si jasni. Ne? Tako da tu je zdaj ta zadeva. No, in tudi ta kapital prihaja v Slovenijo v ponudbo je absolutno premalo. Za tiste razvojne ideje, ki so dobre. Če so razvojne ideje in, bi rekla, zaupanje vanje dovolj visoko, potem verjemite, da se najde investitor. Ni enostavno, je težko, ampak da se. No, ampak če govorimo o slovenskih podjetjih, pa so podkapitalizirane še vedno, ne? Kot rečeno, odvisno, kako gledamo na to kapitalizacijo, je pa to bistveno drugačno stanje, kot je bilo recimo pred finančno krizo in znotraj finančne krize kot danes. Ok, ura je minila, dobra ura se mi zdi. Se mi zdi, da smo dobro zaokrožili vse stvari, čisto za konec, ampak tukaj bomo pa malo bolj kratki, ker je to taka zaključna misel. Začnem pri vas. Čez 5 let, na kaj se moramo pripraviti, kaj moramo narediti zdaj? Odprtost, prilagodljivost, sprejemanje, tako različnosti kot danosti. In če bomo to zmogli, potem mislim, da bomo tudi kot družba lahko rasli naprej. Dan?
Jaz mislim, da je prihodnost interdisciplinarna, da moramo tudi v znanosti končno preseči te meje med inženirstvom, družboslovjem, humanistiko, začeti sodelovati, več sodelovati, ker tu bodo nastale tiste najbolj prebojne rešitve. Tu je lahko Slovenija pa res konkurenčna. Ne na recimo nekih ozkih področjih, ampak pri kombiniranju različnih področij. Sam odlično sodelujem z inženirji v nekih razvojnih projektih, kjer delamo nove tehnologije in sodelujemo bolje, kot bi si mislili. In jaz mislim, da več tega, manj fakultet, več medfakultetnega sodelovanja tudi med seveda gospodarstvom in znanostjo. To nista dva različna in nasprotujoča svetova, to je nekaj, kar lahko izjemno uspešno sodeluje. In Janez? Jaz mislim, da je treba malo pogledati, katere stvari delujejo, pa ne biti tako ekskluziven, pa izumljati tople vode. No. To je nekaj takega, kar se mi zdi, da je v Sloveniji največji problem. Mi bomo pa to naredili drugače, ker tisto, kar vse posodeluje, nam pa ni všeč. Hvala lepa vsem trem za res zanimiv pogovor. Upam, da bomo vsi od tega kaj odnesli in se veselim, da se še kdaj usedemo za to mizo ali pa kje drugi. Hvala. Hvala za vabilo. In hvala tudi vam, da ste bili z nami. To je bil nov podcast Kluba slovenskih podjetnikov. Verjamem, da smo vsaj malce pogledali v prihodnost, ampak kot rečeno, podjetniki to prihodnost že živite, vsi ostali tudi. Upamo samo, da se jo ne bomo preveč bali in jo bomo znali izkoristiti in ukrojiti po svoji meri. Hvala lepa, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast Kluba slovenskih podjetnikov.